Če začneva, Goran Življa, tvoja športna pot se ni začela pod koši, ampak na enem drugem igrišču. Ja, jaz sem začel z nogometom, tam, kjer sem jaz doma s Podgrada. Edini šport je nogomet in smo vsi, ki smo hoteli kaj igrati, smo igrali ta šport. Sicer se je potem malo to razšilo tudi na rokomet, ampak glavni šport je nogomet. Potem sem pa s košarko začel v srednji šoli. Zasledil sem da si v srednji šoli, se pravi v drugem letniku, kar istočasno furo in košarko in nogomet, kako je to izgleda? Kaj en dan neki, drug dan neki, oboje na isti dan? Kako so bili ti treningi? Bilo je tako, da nogomet nisem treniral, takrat sem bil v srednji šoli. V glavnem je drugi letnik sem začel z košarkarskimi treningi, to je bilo 3-krat, 4-krat na teden. Vikend je bil pa potem rezerviran za nogomet. No in potem, ko začela še košarkarska sezona, smo imeli sobota mladince in potem sem hitro prišel tudi med člane. Mislim, da je bil že v 3. letniku, tako da košarka se je igrala v sobotah, zvečer recimo, nogomet pa v nedeljah, enkrat zjutraj, enkrat popoldan, tako da nogomet nisem treniral, pač takrat tista liga je bila, če sem imel malo več moči, si tako je bil konkurenčen. Jaz si bil golgeter. Ja, na začetku so me povsod postavljali, potem ko sem pa bil že pri članih, sem bil pa centarfor, ja. Imel sem dva dobra sredinska igralca, ki sta me ciljala v glavo in včasih sem tudi kakšen gol dal. In kaj je prevesel pol na stran košarke? Pa pogoji, mislim, takrat v Kopru se je igrala ta prva slovenska liga, ko sem jaz že treniral za člane, naslednje leto je prišla ta osamosvojitev in tako smo bili v prvem planu, tako smo bili v prvi slovenski državni ligi, kjer sem tudi takoj dobil neke priložnosti in enostavno sem košarko vzel zelo resno, nogomet je pa še vedno bil v nedeljah, dokler nisem dal enega gola. In takrat je lokalni časopis Primorske novice izhajal torek pa petek. Mi smo v torek zjutraj imeli trening na Škofijah in smo imeli še šuterski trening. Kavedžija, takratni trener, je bral te športne novice in me pokliče. In mi je pisal naslovi, pravi, kaj to je tvoj bratranc, kaj to sem rekel, to sem jaz. Ok, dobro, da vidim, da si dal gol, ampak ne, ti bo to zadnji. Ja, zdaj si zaključil z igranjem nogometa, no in to je bilo, potem sem res prekinil. In te odločitve verjetno ne obžaluješ? Ma ne, mislim, jaz sem bil vedno športnik, zdaj, kakšen šport bi igral verjetno, dobro, nogomet ne bi prišel na ta nivo, kot sem prišel v košarki, verjamem pa, da bi se resno lotil rokometa, tudi ne bi bil neki outsider, tako da z delom, z nekom voljo in to se daleč pride in ta odločitev, da sem se posvetil košarki, mislim, da je bila pravilna in tudi še vedno živimo od tega. Dokaz za to je tudi 75 nastopov za reprezentanco, si kar na 4. mestu te večne lestvice nastopov, se pravi pred tabo so le Lakovič, Dragič pa Uroš Svokar. Najbrž je to kar veliko pomeni lep dosežek. Ja, mislim, da je to kako bi rekel, eno priznanje čez celo kariero, ker moja kariera je bila dolga in tudi v reprezentanci sem bil v dveh obdobjih, od 27. do 2001 in potem 2007 do 2011, tako da sem imel morda najboljša leta košarkarska, ki sem jih preživel v tujini na Poljskem, takrat sem bil zunaj reprezentance, ampak mislim, da vseeno v takšni družbi in verjetno dosti boljši igralci, kot sem bil jaz, so zbrali manj nastop. Zdaj ta vaša generacija je nekako lovila to medaljo, javnost se je pričakovala. A si po oni nori trojki tam iz kota proti Srbiji v Poljskem? A si jo že videl mogoče? Ja, mislim, da ono prvenstvo je bilo, kar se mene tiče, najboljše. Mislim, ne govorimo o osebnih uspehih, ampak govorimo o rezultatu reprezentance, kjer sem sodeloval. Je bilo
zelo blizu smo bili, ja, in kako se odvijal celoten turnir, smo mi lahko zelo razočarani, da nismo prinesli medalje. Takrat, ja, ko sem zadel ono trojko, mislim, da je bilo minuta 40 do konca, 6 pik za nas, da je že skoraj ti visi kolajna okrog vratu, ampak ista zgodba, ali pa mora še hujša, je bila 2 leti prej, ko smo proti Grkom vodili 2 minute in pol do konca, 11 pik ali 12, če celo 61, 49 in smo na koncu zgubili 63, 62. Tako da zgleda, da tej generaciji moji ni bilo usojeno, da prije do neke medalje, čeprav smo bili vedno zelo, zelo blizu. Je pa mogoče bila vseeno ta, pa bo rekla, da Poljska en kamenček v temu mozaiku, ki se je zgradil pol do tega 2017. Ja, to je bilo prvič, da je slovenska reprezentanca prišla med 4 v borbo za kolajne in mislim, da splet okolnostih, da ne bom govoril o sodnikih in vsem, ampak mislim, da tam nismo bili med najbolj priljubljenimi glede sodniških kriterijev. Škoda, ker tista generacija, recimo, če gledamo po imenih, zelo, zelo zveneča imena, še zdaj nekateri igrajo in škoda res, da ta generacija ni bila nagrajena z kakšno medaljo. Kako si pa spremljal pol sam 2017? 2017 se potem z drugega kota gledaš in v bistvu smo cela Slovenija živela za ta turnir v Turčiji. Veliko smo bili, mi bivši košarkarji, tudi izpostavljeni medijsko, veliko smo dali intervjuje, komentarjev in napovedi, recimo, tako da smo bili tudi, ne bom zato, zelo prisotni v tem, čeprav iz drugega kota, tako da verjamem pa, da tudi mi, ki smo bi ostali brez te medalje, da smo zaslužni, ne bom rekel celoti, ampak nek delček zasluhi tudi na nas, da smo prebili ta let in ta reprezentanca je potem, ne bom rekel samo, da je vzela smetana na torti, ker so bili res enkratni, ampak jim je bilo dosti lažje kot nam, recimo. Mene zanimivo se je v tvoji karieri, katere ne morava, osvojil si naslov poljskega, češkega prvaka, ne? Ja. V Sloveniji ga pa nimaš, ne, kot igralec. Kot igralec, ja, še nimam, ja, nisem še nimam. Ne, ja, to mi manjka in sem bil blizu in ko sem igral še v Kopru v finalu in s Polzelo 2-krat, 3-krat v finalu, Olimpija, Rakrana, vedno ko sem bil v Olimpiji, vedno je bilo blizu, ampak nikoli nismo uspeli osvojiti. Zdaj, verjetno je tudi dosti pripomoglo to, mislim pripomoglo zdaj, ne bom rekel razživljenost, ampak vzami jagodo, pa ne boš osvojil slovenskega državnega prvenstva. Ja, to je ena lovorika v Sloveniji, ki mi manjka. Si pa pol osvojil kot funkcionar, bo rekla, s Koprom. Ja, s Koprom smo to 1, 2, 3 osvojili in super pokal in prvenstvo, tako da to, kar smo osvojili v 3 letih, prej ti ni uspelo, ne, recimo 25. Pa se dotakne na tvoje karijere na Poljskem, kaj še posebej bila vzveneča, bo rekla, pod strop so dvignali dres s tvojo številko, s priimkom, kot tujca, ne, najbrž ti to veliko pomeni. Ja, to je bilo 2 leti nazaj, v bistvu klub se počasi spet vrača na evroligaško ali pa na evropsko sceno in takrat so se odločili, da tisti, ki smo bili pioniri tega Evrolige, tega Evrokupa, kjer so oni imeli tudi, v bistvu smo imeli ali so imeli določene uspehe, da nam postavijo ta dres pod stropom. Tu smo še dolgoletni kapetan in potem trener Pačesas in Američan Woods. Ta klub, v bistvu, ko sem jaz prišel gor, je bilo 3. klub Poljske in potem smo v 4 letih 3-krat osvojili prvenstvo. Prva poljska ekipa, ki se je uvrstila med top 16 Evrolige. Bil sem velikokrat izbran za najboljšega igralca lige in ta klub mi je, bi rekel, zelo domač in še vedno imam stike z njimi in sodelujemo tako ali drugače. Včasih grem gor na kakšno
obletnico, kakšen kamp obiščem njihov, tako da še vedno imam stike s temi ljudmi. Evo, pa dotaknemo se še MVP meseca oktobra Eurolige. V sezoni 2010-2011, če zavrtiš, je tudi od tega že kar nekaj. Ne? Ja, skoraj 10 let, 2010-2011, ja, 10 bo. Ja, jaz se vedno pošalim, da sem imel srečo, ker je bil kratek mesec. Ampak ne, tisto je bilo res neverjetno, ne samo ta nagrada, v bistvu cela sezona Euroligaška, mislim, da smo takrat premagovali vse v prvem delu, vse te velikane evropske košarke na čelu s Panathinaikosom, Efes Pilsen, CSKA. So padali v Stožicah, v nabito polnih Stožicah, kar je redkost zdaj. In tudi sezona v Jadranski ligi je bila, smo prišli do finala in na koncu tudi to finale spet nesrečno izgubili, ampak mislim, da čez celotno sezono, če pogledamo, da je bila ena boljših v zadnjih obdobjih Olimpije in jaz sem tega še kapetan in še ta MVP je prišel takoj na začetku, mislim, da je ena boljših sezon, čeprav je bila že v košarkarsko poznih letih. Pa mogoče lahko nek ta rang dava pol še zgodbo z Ilirijo, ki ste jo pripeljali v prvo ligo. Dobro, Ilirija, to je zgodba entuzijastov, v bistvu greš v klub, kjer ima tradicijo, trenutno je bil v tretji ligi, takrat smo se Sašo Dončić, trener, nas je zbral, mene pa Stipeta Modrića in ti fanti, ki so bili na Iliriji, so nam pomagali, v bistvu so se tudi oni razvili potem v ene igralce, ki zdaj nastopajo in v prvi slovenski ligi in na kateri tujini tudi, tako da mislim, da smo pokazali, da se da z neko entuzijastom, ker denarja ni bilo. Ti fanti, recimo, mi smo neki honorar dobili z Stipetom, ampak ti fanti od vsega začetka, to so prišli na trening direktni službe, recimo se spomnim Tiso Cvetković, prišel, on je bil takrat v odvetniški pisarni, prihajal na treninge v obleki, vedno je zamujal, ampak prišel na igrišče in to je bilo od prve minute šprint in potem recimo Rade Rodić, Bajc, Germ, to so vsi fanti, ki so začeli, ne smem pozabiti še Sarajlića, to so tretja liga, potem je prišel v druge lige, prišel še Šiško pa Hukić in potem je to že zgledalo, recimo tu je Ružić, to so bili fanti, ki so iz tretje lige, v bistvu nekateri so igrali tudi četrto ligo in so prišli potem tretjo, drugo in prvo in so tudi igrali v prvi ligi. To je ena skupina fantov, ki so igrajo zaradi ljubezni do košarke, niso igrali niti zaradi denarja in mislim, v tem času, ko smo zdaj, je to nekaj, nekateri ne razumejo, mislim, nepojmljivo, ampak in mi je bilo čas, da bomo povedali, da so ti fantje igrali z mano ali pa je z njimi in da v tem cajtu, da narediš tako zgodbo brez denarja, mislim, da je lahko zgled vsem. Veljal si za res, kjerkoli si igral za nepopustljivega, za pravega borca, odkje to? Večina, mislim, dost igralcev tega nima, no. A se je to prirojeno, a se to natrenira, ali je to glava? To je ta zmagovalna mentaliteta, recimo mi smo bili, tam kjer sem jaz doma, to smo mulci na ulici bili, to smo igrali vsak dan nogomet, vse kar smo igrali, se igrali za zmagati, a smo igrali ščinke, a smo igrali karte, vedno je bilo prioriteta zmaga. No. In potem to preneseš na igrišče, jaz se spomnim, kakšno tekmo zgubiš, pa še posebno, če malo slabše odigraš, to ne spiš celo noči. In pač narediš vse, da zmagaš. In ta mentaliteta zmagovalna te pripelje do, tudi recimo jaz nisem bil neki atraktiven igralec, pa neki ekstra talent, veliko narediš z delom in s to željo in potem ti se vse vrne in ta nepopustljivost, ko nekdo popusti, igraš 40 minut včasih in ti, ne vem, iz dneva v dan, če te greš tako, nekje ti se vrne in jaz verjamem, da
sem jaz en, ko bi rekel, dokaz, da lahko z nekim delom, vztrajnostjo, ajde, da bom rekel tudi športnim življenjem, ker je bilo vsega, da lahko prideš do nekega, ko bi rekel, pa neke zelo solidne kariere. S tem, ko si razložil, tudi ena anekdota, ki sem jo slišal, boš mi potrdil, če je res, ne. V tej tvoji želji pa to si res velel za borca in da si bil vedno toliko napolno pa toliko preznojen, da ko si žogo podal, da so mogli svoji igralci najprej obrisati, preden so lahko vrgli na koš. Ja, to je res, da sem noben je hodil z mano metati, recimo v reprezentanci, ko smo začeli poleti ali pa to, ko so, dokaj ne priješ malo v ritem, to so vsi bežali, recimo spomnim Lakoviča, vedno jokal, Jagida, to je žal, vedno sam mokar, ja. Tako da res, ko primeš žogo, to se je dosti sem švical, po domače povedano, in potem nekje morate švic leteti ven, tako da včasih so igralci zelo, so se pritoževali. Ampak so se mogli navaditi. Ja, tašna stvar, mislim, ko igraš skupaj, ko igraš proti njim, se pritožuje. Evo, pa še čisto za konec, tale naša poletna rubrika se imenuje Minuta odmora. A nam lahko zaupaš eno tvoje najbolj nenavadno ali pa kakšno anekdoto, kaj se je zgodilo med minuto odmora, kaj nenavadnega, kaj se je zgodilo? Ja, ko si bil mlajši, ko sem bil, pa recimo, ko smo igrali še za Koper, pa se nekaj lomi rezultat, pa priješ in me Kavedž je takrat dal igro, rekel, ti čuvaš tega, nekje smo bili na Češkem, se ne vem, na SBA liga, srednjeevropska, in tega čuvaš, rekel, če ti da koš, se pazi. In mi v napad, jaz njega držim, bom pravi, v napadu si. Tako da, ko imaš neko spoštovanje do trenerja, ti reče in potem malo se zgubiš, tako da ta stvar je, ko bi rekel, ena, ki me spremlja, ampak potem smo se vsi smejali temu, ampak to je tista želja in da izpolnjuješ ukaze ali pa navodila trenerja, čeprav se malo zgubiš včasih. Hvala. Prosim.